Občinski svetniki so torej povišali cene programov že drugič v tem letu. Prvič je bilo to marca, ko so jih povišali od dobrih 8 do slabih 11%. Žal pa ta cena ni zdržala iz razloga, da je bila v veljavi šele s 1.4., kar je za nas pomenilo že 4 mesece malo potapljanja in pa seveda zdaj imamo spet kar nekaj težav, glede na to, da od septembra naprej imamo 4 polovične oddelke in to pomeni malo manj otrok in seveda tudi manj prihodka. Zadnje čase najbolj običajen razlog za dvig cene programov v vrtcu so seveda podražitve, predvsem večji stroški dela, ki predstavljajo skoraj 79% cene programa. V primerjavi z lanskim letom so stroški dela višji za kar 18%. Zabeležena pa je seveda tudi rast materialnih in obratovalnih stroškov v vseh 7 enotah vrtca Medvode, ki predstavljajo 11% cene programov, višji pa so tudi stroški živil. Jaz bi najprej vrtcu Medvode čestital, da za 3,14 evra na dan nahranijo 3krat otroke ali pa 4krat. 3,14 evra, jaz ne vem, verjamem, ne govorim to občinskemu svetu, ampak če kdo gleda to sejo. 3,14 evra, jaz sem danes po nujnih opravkih v trgovino skočil, meni se zdi, da sem še s praznim cekarjem ven, pa sem dal 60 evrov, pa ne vem, koliko časa bo kaj v hladilniku. 3,14 evra, otrok dobi zajtrk, otrok dobi kosilo, otrok dobi malco, dopoldansko in popoldansko malco. To je zame čudo teh ljudi, ki tam delajo. In res, brez kakšne lažne patetike, jaz mislim, da se nihče v tej državi ne zaveda, kakšno srečo imamo, da imamo še kuhne. Da imamo noter kuharce in kuharje, ki delajo, ki skrbijo za to, da naši otroci lahko jedo zdravo hrano. Po novem znaša cena programov za prvo starostno obdobje dobrih 775 evrov, za drugo starostno obdobje dobrih 572 evrov in skoraj 633 evrov za kombinirani oddelek in oddelek 3 do 4 letnih otrok. Torej, cene programov, ki začno veljati z novim letom, bodo višje od dobrih 13 do skoraj 18%. Za starše bodo cene višje od dobrih 7 evrov, pa tja do dobrih 69 evrov, odvisno od programa in dohodkovnega razreda staršev. Največ, kar plačajo starši v najvišjem dohodkovnem razredu, je 77% tega. Za vsakega otroka občina prispeva najmanj 23%. Seveda se pa potem to zvišuje glede na to, v katerem dohodkovnem razredu je in za tiste, ki imajo brezplačni vrtec zaradi socialnega položaja, plača občina vse. Za vsakega drugega in nadaljne otroke pa nam doplačuje delež, ki bi ga naj plačali starši, ministrstvo. Skratka, občina prispeva krepko čez polovico vseh stroškov delovanja vrtca. Poleg tega, da skrbi za investicije v vrtčevski prostor, v celoti krije še športnega pedagoga, učitelja angleščine in zgodnjo obravnavo otrok. Še vedno pravim, da je naša občina zelo socialna in upam, da bo mest za otroke v vrtcu, vsaj za medvoške otroke, vedno dovolj. Vrtec pa bo, kar se ni zgodilo že kar precej časa, poslovno leto vendarle zaključil z minusom, kar 120 000 evrov, saj je skorajda nemogoče slediti vsem podražitvam in to kljub dvakratnim povišanjem cene. Poznam pa dosti občin, kjer je to veliko bolj populistično. Ampak pri vrtcu smo enostavno na tem, ali ceno dvignemo, pa si breme vsaj mečkam porazdelimo, ali pa ga bo v celoti plačala občina. Ker ga bo, ker če mi ceno pustimo tako, kot je, potem bo ta javni zavod prihodnje leto zaružil za 400-500 000 evrov. In kaj bo? Verjetno bo sicer ravnateljica po zakonu mogla reči, da prinaša zraven tudi odstopno izjavo, ampak to nam nič ne pomaga, ker bomo mogli gledko iz proračuna nekje dobiti 500 000. In tega se je treba pri teh zadevah zavedati, mogoče zdaj malo bolj na široko, ampak ja, po eni strani imamo vrhunske vrtce, ki in predan kader noter in tudi premalkrat verjetno pohvalimo našo ravnateljico, ki je že del inventarja te občine, ki je rekla že koliko let, 18 let, se pravi polnoletna na svoji funkciji. Skratka, občina Medvode za vzgojo in varstvo predšolskih otrok brez naložb namenja več kot 3,5 milijone evrov.
Občine so že sicer dale večkrat pobudo, da bi država, ki sicer predpisuje vse parametre ekonomske cene programov, med drugim tudi izobrazbo in plačo zaposlenih v vrtcu in ki navsezadnje tudi določa, kolikšen odstotek cene plačajo starši glede na dohodkovni razred, to tudi finančno bolje ovrednotila. Prepričan sem, da država samo daje nove naloge, nove zadolžitve občinam, ampak vse te naloge in zadolžitve njim ne sledi povišanje finančnih sredstev v zadostni višini. Ena zadnjih tovrstnih odločitev je ukinitev fleksibilnega normativa za število otrok v oddelkih. Mi imamo v zadnjih od 2012-2013, ker je to veljavi, imamo v Medvodah povečan normativ +2 v vseh enotah. To pomeni, da mi uspejemo, če imamo 40 oddelkov vrtca, plus 2 otroka, je to 80 otrok. To je za en vrtec otrok več noter, kot bi sicer bilo. In ko bo ta normativ padel, to pa mislim, da v naslednjih 3 letih moramo v celoti ga ukiniti, jaz v Medvodah si ne znam predstavljati, kako bomo to naredili. To pomeni, da bomo mogli za 80 ali bo 80 otrok ostalo brez vrtca, tudi na to smo opozarjali, ampak ko je to politično všečno, tega ne posluša nihče. Torej bo 80 otrok brez vrtca ali pa bomo mogli narediti nov vrtec, iz kega bomo naredili, iz katerih sredstev, ne pove nihče. Ne smete pozabiti, mislim, da prihodnje leto, sred leta oziroma konec leta vstopi v veljavo tudi zakonodaja, ki določa zastonj šolska kosila za vse otroke. Kdo jih bo kuhal? Jaz ne vem, ker mi kadra v šolah nimamo, niti v vrtcu dovolj, da bi to zadevo toliko razširili. Zakaj to govorim? Zato, ker se mi zdi pomembno povedati, kaj je populizem, kaj pa strokovno.